Dobrodošli. Decembra smo pripravili številko revije Outsider, v kateri smo malo monografijo posvetili problematiki neizgrajenih projektov nacionalnega pomena. Fokus pa je bil usmerjen v izgradnjo projekta NUK2. To je projekt, ki bo prinesel prostor združevanja, izmenjevanja mnenj, magnet, središče družbe, prostor dialoga, prostor, ki ga nujno potrebujemo. Ta dogodek je nadaljevanje te pobude in upam en zadnjih korakov pred realizacijo. In vsebina v reviji Outsider in ta dogodek in vse, kar je povezano s tem, je namenjeno izgradnji tega bistvenega projekta. Rada bi se zahvalila Manci Renko, ki je na poti, da lahko priredimo ta dogodek v okviru festivala Fabula in ravnateljici NUK, Martini Rozman Salobir, da smo ta dogodek zasnovali skupaj. Hvala. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni visoki gostje in sogovorniki, lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli tudi v imenu Narodne in univerzitetne knjižnice. Najprej lepa hvala festivalu Fabula in ekipi revije Outsider za pobudo in možnost, da skupaj odpremo polje kakovostnega in vključujočega dialoga ob vprašanjih, kje so zidovi NUK2, zakaj jih tako zelo nujno potrebujemo, kaj bomo z njimi pridobili kot narod, država, univerza, kot posamezniki. Gostje in sogovorniki tega večera ter vi vsi ste povabljeni, da pomagate poiskati odgovore. Verjamem, da se ti ne bodo ustavili le ob funkcionalnih zagatah, premajhnega prostora, ki ni več kos zahtevam časa. Verjamem, da se bomo dotaknili tudi vrednostnega sistema naše družbe in sooblikovali vizijo prihodnosti, v kateri želimo živeti. Naša želja in cilj sta, da si na tej poti podamo roke vsi, ki nam je mar. Da bi bil rastočih zidov NUK2 ter rastočega znanja, ki ga bomo vanje naselili, vesel vsak prebivalec Slovenije in da bi zaradi tega z več ponosa obesil slovensko zastavo ob praznikih. Hvala lepa.
Dober večer. Upam, da bom dovolj blizu govoril, ampak v glavnem zelo sem vesel, da sem v tem prelepem prostoru, v bistvu družbi, ker je očitno več kot dovolj pozitivne energije in vsekakor sem pa vesel, da lahko predstavljamo projekt NUK2, ki je bil izdelan v našem biroju, Björk Peroč arhitekti, že kar nekaj časa nazaj zasnovan. In za začetek bi mogoče predvsem povedal, da to je nič drugega kot en projekt, ki razen seveda pozitivne energije ne potrebuje morda nič drugega kot samo eno pozitivno odločitev. Po drugi strani je pa tudi projekt, ki v bistvu lahko prinese nekaj zelo pomembnega in nek velik potencial v celo slovensko družbo. Na kratko bom poskušal predstaviti projekt, njegove sestavne dele, kako funkcionira, predvsem pa poskušal nekako predstaviti vzgibe, izhodišča, ideje, ki so v bistvu nas vodile pri zasnovi projekta, predvsem pa nekako stvari, ki se mi zdijo, da so zelo pomembne za ta projekt. Kot prvo seveda gre za prostor, v katerem se projekt nahaja. Zdaj vidite na projekciji, vidite mesto Ljubljana, skratka seveda to je center mesta Ljubljana. Lokacija projekta NUK2 je parkirišče, ki ga vsi dobro poznamo, večkrat parkiramo tam, že kar nekaj časa. Po drugi strani pa seveda obstaja zraven, lahko pogledate na projekcijo, seveda tudi ta prostor, v katerem zdaj smo, torej Plečnikova knjižnica NUK1 ali pač Narodno-univerzitetna knjižnica, zgrajena v prejšnjem stoletju, ki seveda je vpeta v slovensko družbo, slovensko arhitekturo, v slovensko zavest izjemno kot nek izjemen simbol, praktično predstavlja eden od ključnih kamnov slovenske identitete. In karkoli se postavi v bok zraven, to seveda bo vedno imelo kot neko osnovno izhodišče projekta, ki ga je zgradil, ki ga je zasnoval Jože Plečnik v prejšnjem stoletju. Seveda, če pogledamo knjižnico takšne, kot je zdaj, in v bistvu se moramo, kot jo imamo, knjižnico NUK, se seveda moramo zavedati, da je nastala v nekem časovnem trenutku, nastala iz nekih razlogov, iz nekih potreb, ki so bile verjetno čisto potrebe nekega programa, neke prostorske stiske, potrebe po ustvarjanju inštitucije. Verjetno zraven je bila tudi potreba po ustvarjanju neke jasne identitete, ki se je dejansko zgradila okrog NUK-a, zgradila in povezala z družbo. Tako da danes na nek način to, kar imamo, je neločljivo povezano in mogoče najjasneje izraženo prav v tem prostoru, ki je na nek način veličasten, pa tudi izjemno domač. In tukaj zares gre za mojstrstvo arhitekta Plečnika. In okno, ki je v zunanjosti velike čitalnice, je okno v bistvu v znanje, okno v knjižnico, ampak po drugi strani tudi okno iz knjižnice ven, spravi okno, ki ga knjižnica ima do zunanjega sveta. Knjižnica je vedno v bistvu imela nek odnos do zunanjega sveta, je bila neka predstava, neka reprezentacija, ideja o prihodnosti, ideja o znanju. In tudi Plečnik, ki je seveda zelo dobro poznal zgodovino, je verjetno tudi v vsem ozadju svojega dela imel recimo takšne historične modele, kot je recimo ta Bollejeva knjižnica v Parizu, kjer je v 18. stoletju zasnovana, temeljila na ideji znanja knjige kot te osnovne, bistvene in glavnega elementa, okrog katerega se suka znanje.
Ali recimo drug primer je ravno tako iz Pariza zgrajene knjižnice, kjer je v bistvu prostor čitalnice svetu veličasten, razsvetljen, skratka neke vrste hram znanja. In to so izhodišča, ki jih je tudi, tako razumem, Plečnik uporabil pri snovanju svojega projekta. Po drugi strani se je knjižnica v zadnjih, knjižnica kot institucija, knjižnica kot tipologija v zadnjih 50 letih izjemno spremenila. Njena vloga v družbi je drugačna. Že primer recimo knjižnice, mestne knjižnice v mestu Berlin, arhitekta Scharuna, v bistvu pokaže, da je znanje, delovanje v knjižnici postalo bistveno bolj demokratično, dosti bolj razumljeno kot neke vrste platforma, na kateri se lahko dogajajo različne stvari. Ali primer iz leta 2004 v Seattlu, arhitektu Oma, ki je zelo radikalno vzela platformo komunikacije kot osnovno izhodišče za organizacijo knjižnice. In kje so tukaj zidovi NUK-a 2? Jaz mislim, da zidovi tukaj so, samo treba jih je nadaljevati. In nadaljevati v bistvu iz tega, kar dejansko imamo v tem prostoru, in v tem prostoru imamo seveda po eni strani mesto, v katerega se nova knjižnica vgrajuje kot pomemben aspekt, po drugi strani imamo neko interesantno, zanimivo zadevo, da je mesto Ljubljana univerzitetno mesto, mesto, v katerem ni nek kampus postavljen ob rob mesta, ampak so univerzitetne stavbe posejane v nek mozaik po celem mestu, so integralni del mesta. In to je stvar, iz katere dejansko se lahko gradi in se lahko gradi nove odnose in novi potencial univerze v mestu. Tako da, na primer, si lahko tudi predstavljamo, da univerza ni samo neka ni samo neka formalna stvar v mestu, kot jo prikazuje recimo ta situacija, vidite tam zgoraj stavbo univerze, da knjižnica NUK Plečnika ni samo neka nacionalna stvar, ampak v bistvu nacionalna identiteta, znak neke nacionalnosti, ampak v bistvu obstaja tudi možnost postavitve elementa univerze, ki je v bistvu neko socialno univerzitetno življenje, ki se lahko z novo knjižnico NUK 2, ki je v bistvu dopolnitev, pandan ali v bistvu nadgradnja obstoječe situacije, lahko dobi. Seveda obstaja tudi aspekt arheologije, aspekt mesta Emone, ki je skrito pod velikim delom centra Ljubljane, ki je na nek način, ko vidiš tako postavljeno sliko, se vprašaš, na kakšen način pa sploh lahko na to se postavi novo stavbo. Na v bistvu mesto, ki ga je potrebno ohraniti, na ostanke, ki so pod lokacijo, kako se sploh lahko reagira, kako se sploh lahko dela za arheologijo, ki je na tem mestu. Morda eden lepih primerov je prav poseganje Plečnika, ki je v bistvu uporabil rimske zidove kot nek začetek svoje nadgradnje, kjer je sicer nekaj, kar je bilo skrito nad zidov, mogoče bi danes to tudi v smislu konzervatorstva se vprašal, ali je to pravi način, ampak je predvsem uspel neko nevidno stvar narediti vidno in iz nevidne stvari v bistvu tudi narediti neko novo kvaliteto, ki artikulira mesto. To so pač ti rimski zid Plečnika, ki je bil pač nadgradil za svoje ideje, svojo fantazijo. Na lokaciji NUK 2 je cela serija zidov, temeljev, ki so posejani po celotni parceli. In
Nam se je zdelo, da v bistvu se ne sme te zidove pustiti nekje v tleh ali pa nad njimi zgraditi hišo, ki je dvigneta, ampak v bistvu jih je treba integrirati v novi objekt. Na ta način, da se začne novi objekt na nivoju starega mesta, to je na nivoju -2 metrov, kamor se potem uporabniki, obiskovalci spustijo in ker novi programi izrastejo iz prostorov izmed teh zidov. Tako se knjižnica v bistvu na nek način zraste, nova knjižnica zraste iz te geometrije starega mesta, Emone, in se dvigne v višino z vsemi programi, ki so spadajo zraven. Seveda relacija, ki jo imamo do Plečnikega nuka, obstaja in bo pač v tem primeru vedno obstajala kot neka relacija. Nam se je zdelo interesantno, ali obstaja neka stvar, ki bi jo ti lahko uporabil, ki bi človek lahko uporabil kot izhodišče za organizacijo prostora. In to je bilo prav ta prelepa čitalnica kot neko srce knjižnice, ki smo jo mi preobrazili, predrugačili in uporabili v novem NUK-u 2 kot vertikalni hol, prepreden z različnimi platformami po celotni višini. In zopet smo nazaj na mestu in tako knjižnica NUK 2 postane del mozaika univerzitetnega mesta, kjer z vsemi svojimi ostalimi sestavnimi deli tvori povezano strukturo, integrirano v mesto, kjer je NUK 1 nacionalni simbol, kjer je seveda lahko NUK 2 dobi neko drugačno vlogo, v bistvu enega socialnega življenja univerze, ki je morda malo več kot samo sestavnik, zdaj mogoče to lahko nek fokus prihodnega razvoja družbe. Objekt je zasnovan kompaktno, zelo enostavno, v principu organiziran okoli centralne velike čitalnice, s tem, da se na ta način vzpostavita dva trga, dva javna prostora, ki seveda pripadata knjižnici, po drugi strani pripadata mestu. Sta v bistvu stik z mestom, prostor, kjer se te dve različni sferi srečujeta. In tako recimo, če gremo s strani Filozofske fakultete, se spustimo preko tega vstopnega trga na nivo -2 metra, ali če gremo s strani Križank, je zopet en trg ozelenjen, kjer se zopet spustimo na nivo stare Emone in se znajdemo v prostoru dveh prečnih ulic, nekdajnega javnega prostora, ki lahko zopet postane v bistvu uporabni prostor. To je prostor foajeja, prostor razstav, srečevanja. Tukaj so vstopni programi knjižnice, nove knjižnice, ostali programi, kot so predavalnica, trgovine, ki spadajo zraven, delavnice, učilnice in tako naprej, so vstavljeni v nekdanje prostore, nekdanje hiše, med zidove. In med zidovi se potem tudi zgodi vsa nova konstrukcija nove knjižnice, ki se v bistvu v smislu nekega pogajanja z starimi zidovi ustavi vmes in iz nje zraste nova knjižnica. Od vstopnega foajeja na nivoju -2 metra se v višino dviguje vertikalna čitalnica, povezane platforme, ki potem organizirajo celotno knjižnico, seveda v nek del namenjen za obiskovalce in en del, ki je v bistvu ločen, namenjen za zaposlene in z zraven predstavljenim nočnim delom, nočno knjižnico za kavarno, ki funkcionira v smislu povezave z mestom. Objekt je, kot sem rekel, vizualno enostaven, tvori ulico, formira jasno pročelje, formira trge in se proti v javnem prostoru obrača z velikimi okni iz čitalnice. To je prvo nadstropje.
z jasno organizacijo ob straneh, z bolj mirnimi programi, kot so knjižne police, mirno delo in tako naprej, in z skupnim prostorom čitalnice, z platformami, ki si potem sledijo po celotni višini, to je recimo pisarniški del v višjih etažah in skladiščni del čisto na vrhu. Po prerezu, kjer se mogoče najboljše vidi, kakšen prostor nastaja, se vidi, da v bistvu gre za neko souporabo, sobivanje vseh različnih aktivnih programov knjižnice, modeli iz časa natečaja in potem nekak pogled v ta osrednji prostor z pogledom v zunanjost. To je samo bila neka naša interna referenca ene umetnice Rachel Whiteread, ki je v bistvu se ukvarjala z knjigami, z prostorom, ki ga v bistvu knjige med knjižnimi policami ustvarja. Skratka, nas je zanimalo ta neki prostor, ki nastane z programi, z repeticijo programov in vezana na to repeticija konstrukcije, ki je del vsakega velikega objekta, kot je tudi ta vsake velike stavbe. In zanimalo se, kako se v bistvu bi to lahko uporabilo tudi za končno podobo, kjer steber najbolj osnovni, najbolj mogoče banalni arhitekturni element v nekem zaporedu, v nekaj repeticiji lahko spostavi tako notranja podoba interier, kot tudi zunanja podoba knjižnice. Nas je zanimalo, kako lahko konstrukcija, ki dejansko drži so to težo knjig, kako lahko v bistvu sodeluje v občutku in v ambientu, ki s tem nastane. Zunanjost, repeticija stebrov tvori v bistvu eno perforirano, bolj ali manj gosto fasado z velikimi okni tam, kjer je odzadaj čitalnica in z potem zunaj oblikovanimi, artikuliranimi vstopnimi trgi, torej z Aškerčeve, z Zoisove, z strani Križank, trg in potem v bistvu priključitev celega kompleksa na obstoječo strukturo, kjer se v bistvu z tem manjšim objektom, z dependanso NUK 2 priključi na obstoječo mestno strukturo. In na ta način poveže v mesto in seveda na koncu tudi zopet vzpostavi ta neki dualizem, ta neki v bistvu konstanten odnos z NUK-om 1. Veliko je še podrobnosti, aspektov, o katerih bi lahko govoril. Meni se zdi mogoče najbolj pomembno poudariti to, da pri vseh tegobah in težavah financiranja projektov v Sloveniji nam mogoče najbolj pomembno videti to, da pozitivno, da v bistvu nek takšen projekt lahko pomeni vzpostavitev znanja, vzpostavitev komunikacije, vzpostavitev sodelovanja, vzpostavitev univerze kot neke centralne točke v življenju in v razvoju slovenske družbe. Skratka, za nas je to projekt zdaj za prihodnost. Hvala. Peripetije okrog gradnje novega NUK-a so na nek način tragikomične. Zunanjemu opazovalcu je zelo težko razložiti, da pravzaprav že več kot 4 desetletja obstaja neko načelno soglasje, da NUK potrebuje novo sodobno zgradbo in da se vendarle praktično nikamor ni zadeva premaknila, da imamo danes na nesojeni lokaciji NUK-a 2 bolj po ne parkirišče in da pravzaprav nič ne kaže, da bi stvari bile hitro in elegantno rešljive. Mislim pa, da to vendarle ni naključje, da ni zgolj nekakšna absurdna igra vse skupaj, ampak govori predvsem o tem, da v zadnjih 3 desetletjih oziroma v času slovenske tranzicije
očitno nismo detektirali nacionalne in univerzitetne knjižnice kot neke res pomembne identitetne točke. Mislim, da vsaka družba izbere neke točke, okrog katerih se simbolno poenoti, ki jih vidi tudi kot neko svojo identiteto in mi v času tranzicije knjižnice kot take nismo videli kot nek nacionalni simbol ali pa neko točko nacionalne identitete. Mislim pa, da današnji časi, ko stvari postajajo vedno bolj nestabilne, vedno bolj nemirne v Evropi in v svetu, ko se ponovno sprašujemo o tem, kaj sploh naša identiteta je, torej zaradi česa smo Slovenci na nek način sploh nekako posebni, da se spet odpira priložnost in na nek način imperativ, da si prav knjižnico postavimo kot tisto simbolno točko naše družbe, ki potem odreja tudi nekako življenje v družbi. Kajti vendarle ni vseeno, ali si izberemo za simbol družbe knjižnico kot domovanje znanja, umetnosti, vedenja, povezovanja, solidarnosti med ljudmi, tudi pozitivne tekmovalnosti, ali pa si izberemo na primer športni stadion, ali si izberemo nekaj tretjega za naš simbol. Zame je odločitev za novi NUK 2 tudi hkrati odločitev za smer razvoja naše družbe. Dobro, jaz danes govorim tukaj najprej v vlogi sina svojega očeta. Moj oče je bil direktor NUK-a 13 let, od leta 63 do leta 76. In tudi potem, ko je šel v pokoj, je še ohranil svojo kamero v NUK-u še 23 let in zahajal v to kamero, če že ne vsak dan, pa vsekakor parkrat na teden. Ostal je predan, privržen NUK-u do poslednjega diha. In spomnim se tistega dne, ko je šel v pokoj, živo se spomnim tistega dne, ko mi je rekel, da je pač par tednov pred tem prosil za audienco pri predsedniku izvršnega sveta, predsedniku slovenske vlade in mu orisal stanje, žalostno stanje, kritično stanje NUK-a takrat. Že takrat je moral najemati skladišča v Ljubljani, neprimerne prostore v Ljubljani in okolici in od njega terjal neko zagotovilo, da bo prišlo do gradnje NUK-a 2. In takratni predsednik slovenske vlade mu je to zagotovilo dal. Rekel je, ja, obstaja že prostor, obstaja denar, bomo našli, v par letih se bo ta zadeva zgodila. To je bilo leta 76, pred 43 leti. In moj oče potem živel še 23 let, zahajal v NUK še 23 let, spomnil se kdaj z bridkostjo in grenkobo tistega dne, ko so ga nekako ženega prepeljali čez vodo in razmišljal o svoji naivnosti, da se je zanašal na neke obljube politikov in glede obljub politikov ni tako velike razlike med socialističnimi in postsocialističnimi politiki in pač živel je še toliko časa, ampak ni nikoli pač ugledal ne le zgradbe, niti temeljnega kamna te zgradbe. Jaz bi si močno želel, da bi jo ugledal vsaj jaz. Pa bi rekel, dajmo mogoče malo pohiteti, jaz sem konec koncev zdaj že par let starejši, kot je bil moj oče leta 76, kot je šel v pokoj. Da se ne bi ta žalostna zgodba še enkrat ponovila. Rekel bi pa še eno stvar zdaj v svojem imenu, jaz sem pač filozof, kmalu bo 50 let, hudiča pol stoletja tega, ker sem pisal na filozofsko fakulteto in v tem času, pol stoletja, sem pač izkusil in prehodil to pot tako kot vsi, od tistih malo romantičnih časov, ko smo študirali z množico debelih knjig in si delali spiske na roko, do sedanjega časa informacijske dobe, ko je vse na voljo na internetu in ko na roko pisati tako ne zna več nihče. Skratka, doživeli smo to informacijsko dobo in ta informacijska doba je seveda čudež. Še nikoli v zgodovini človeštva se ni zgodilo, da so vse informacije dostopne vsem ali da je vsaj toliko informacij instantno dostopno tako velikemu številu ljudi.
Živimo v tej informacijski družbi in ob tem se postavljajo celo dvomi, so se tudi ob NUK-u kdaj, ali sploh potrebujemo v tem času virtualnega prostora vednosti informacij, a sploh potrebujemo knjižnice. In zdaj kot filozof rečem nekaj zelo enostavnega. Obstoji enormna in dramatična razlika med informacijami in vednostjo. Vednost je nekaj, kar ima čisto drugo strukturo in drugo digniteto. In če hočemo preiti od režima informacij k vednosti, k njenemu emancipatornemu potencialu, potem nujno potrebujemo knjižnice. In pred 80 leti, ko je Plečnik, ko je bila zgrajena ta zgradba, takrat smo Slovenci stali v prvi liniji, tako rekoč kot avantgarda, ker ta prekrasna zgradba, ta zelo ambiciozna zgradba je lahko takrat služila kot model, v svetovnem merilu lahko služila kot model, kakšna bi morala biti sodobna knjižnica kot javni prostor. 80 let kasneje smo se po lastni krivdi in neumnosti sramotno znašli na repu. Nujno potrebujemo NUK 2. Pri svojem delu se pogosto srečujem z izjavami, da je nekaj, ta ali oni projekt nemogoče realizirati, čež da ni denarja, da je postopek realizacije projekta prekompleksen in podobno. Nažalost sem se s temi izjavami največkrat srečal v Sloveniji. A dejstvo je, da je to, za kar se trdi, da je nemogoče realizirati, pogosto preprosto tisto, za kar ni interesa, da bi se realiziralo. Dejstvo je, da mora najprej biti interes. Naslednje dejstvo je, da mora oziroma bi morala vsakokratna slovenska vlada imeti absolutni interes za realizacijo takšne ustanove, kot je NUK 2. Da mora oziroma bi morala narediti vse, kar je v njeni moči, da se to stavbo realizira. Ne le zato, ker gre za osrednjo nacionalno knjižnico, torej ustanovo, ki predstavlja narod in državo kot neke vrste simbol, ampak predvsem zato, ker je NUK 2 prostor, ki je namenjen raziskovanju, študiju, mišljenju, skratka razvijanju človekovega intelektualnega potenciala in ki je, kar je tudi zelo pomembno, odprt za vse. Je torej javni prostor. Dolžnost vsakokratne vlade je, da podpira gradnjo takšnih prostorov, ki služijo vsem državljanom in tistim, ki v Sloveniji prebivajo. Služijo v smislu, da podpirajo tisto, kar je močnega in dobrega v nas. To pa prav gotovo je naša intelektualna oziroma miselna zmožnost. Ali si še kdo sploh lahko postavi vprašanje, zakaj potrebujemo NUK 2? Ja, dobro večer. Torej, svet okoli nas se spreminja in priča smo številnim družbenim premikom, v zadnjih letih žal tudi v smeri, za katere smo mislili, da so že davno za nami. Investicije v knjižnice so dolgoročne investicije v bolj razvito in umikano družbo. Sodobne knjižnice predstavljajo prostor, kjer črpajo navdih temeljne premise demokracije. Torej v knjižnicah ni prostora za apatijo, svetobolje, pesimizem, razočaranje, zato morajo biti knjižnice prijazne in svetle. Le tako bodo zagotavljale svoje temeljno poslanstvo, to je na znanju temelječ širok in odprt družbeni razvoj. Če se ozremo na okolje, lahko ugotovimo, da so v nekaterih okoljih to že prepoznali. Praga, Varšava, Zagreb, Dunaj, Riga, Tartu, lahko bi naštevali. V Sloveniji pa smo na tem področju presenetljivo zastali. In to nas lahko skrbi. Recimo 26.10.2019 bo 25 let od sprejetja zakona o izgradnji Univerzitetne knjižnice Ljubljana oziroma, kot sedaj rečemo, NUK 2, da ne govorimo o knjižnici, ki jo vodim, Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani, ki svojo prostorsko problematiko rešuje že 60 let. Edini resnejši dogodek v tem obdobju je bil, da je knjižnica izgubila še tiste skromne, a lastne prostore, ki jih v stari vili na Tomšičevi 7 imela. Univerza v Ljubljani, največja
in najstarejša slovenska univerza si v svoji stoletnici seveda zasluži sodobno univerzitetno knjižnico. Tako zaradi svoje slavne preteklosti, kot tudi zaradi svetle prihodnosti naše družbe. V središču sodobnih knjižnic so uporabniki, saj se praktično vsak vidik študentskega življenja vrti okoli knjižnic, tudi raziskovalci brez knjižnic praktično ne morejo upravljati svojega raziskovalnega dela. Zato si tudi NUK zaradi svojega pomembnega poslanstva in naloge, ki ga upravlja v naši družbi, zasluži sodobne in svetle, s kreativnim duhom zasnovane prostore. In zaradi vsega tega navedenega podpiram kot predsednik Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost Vlade Republike Slovenije, kot predstavnik zainteresirane strokovne javnosti, kot uporabnik knjižnici, ne nazadnje kot oče 3 vedoželjnih otrok, seveda podpiram izgradnjo nove knjižnične stavbe NUK 2. Hvala. My name is Kenneth Frampton, and I'm honored to be able to participate indirectly with this revival of the interest in the project for the National Library, which I was witness to by virtue of being a member of the jury when the firm Bevnik and Perovich were awarded first prize for their design. It was the greatest disappointment for me that at the time before even being a kind of move to price out the library or discuss its pros and cons, the result of the competition was a kind of stalemate, I think, and it seems that at the highest level the decision was made not to build the library, which I think is a huge missed opportunity. But the most important thing I would like to stress is that I think there was well over 100 entries for this competition, and it was in the end the only scheme of value to come out of the competition, and it was a scheme of exceptional quality, I think. I mean, maybe one of the most striking things about it, I think, is the way it is so contextual. It is so beautifully cited in relation to the famous historic University Library of Plečnik, and it relates to Plečnik and to the overall fabric of Ljubljana in a very sensitive way. And the other thing that's important to state is that the building has been designed in such a way as the spaces available for the library could be modified. They have a certain flexibility. So in the event that there is such that libraries, in fact, in the imminent future becoming extremely digitalized, the architects have anticipated, that event, and also ways to, as it were, reutilize the available space for, for computer, for a library based largely on computers. So I think it's an exceptional work, and I hope that in the near future it's possible to make a more positive decision about its realization. Thank you. Dober večer. Sledi še moj odgovor na vprašanje, zakaj nujno potrebujemo NUK 2. Odgovarjam pa nanj kot študentka arhitekture. Obstoječi NUK, kot vemo, že dolgo ne zadostuje potrebnim nalogam in kapacitetam. Za današnji in prihodnji čas pa je bolj kot le razširitev NUK 1 pomembna vzpostavitev univerzitetnega centra. Zakaj? Danes se fakultete iz centra Ljubljane zaradi pomanjkanja prostora, prav tako kot knjige iz NUK-a, seli na obrobje mesta. Univerza pa tako postaja le še bolj razpršena in brez jasne vizije o povezovanju. Hkrati se za znanje zdi, da izgublja veljavo v očeh današnje politike, če ne služi edinemu upoštevajočemu kazatelju napredka rasti BDP. NUK 2 kot univerzitetni center bi predstavljal novo možnost platforme izmenjave idej in znanja ter s tem postal katalizator družbenih sprememb. Pomenil bi boljše študijske pogoje vsem željnim znanja.
Odprl bi prostor novim možnostim povezovanja. Vse to na način, ki ga je sposobna generirati le arhitektura, sebi lastno transformativno zmožnostjo, ki se zgodi v njenem odnosu z uporabnikom. Pomen NUK 2 je tako izrazito drug pomenu Plečnikovega NUK-a. Obstoječi NUK že je spomenik veri v znanje, že je hram slovenskega jezika, že je monumentalen simbol nacionalnega boja. NUK 2 pa naj omogoča vsakokratno aktivacijo in prelome v družbi. Pomeni naj aktiven prenos znanja v družben vsakdan. Predvsem pa naj ne ostane kup peska na današnjem parkirišču, ki je v posmeh vsem tistim, ki se trudijo za boljši jutri. Hvala. Every society of the written word needs at its core a national library. Why? For several reasons. One, because a national library is the memory of that society. That society that works through the written word needs the written word to remind itself of its past experience. Second, it is a place of evidence. It's a place where the documents that answer the questions that the society is asking are available for consultation for everyone. Thirdly, the combination of memory and evidence produces an identity of that society reflected in the books and documents of the library. Fourthly, a library, contrary to mistaken assumptions, is not only a place for books, of course. Since Alexandria, a library was always a médiathèque, as the French call it. It has manuscripts, it has print, it has objects, it has maps, it has photographs, it has recordings, and as from the 20th century onwards, it has the digital recordings of the text and images. So a library is the reproduction of the experience of a society, and it is absolutely necessary for it to exist at the core of a society as a symbol of that society. Future generations will need the National Library to imagine other possibilities for the society to survive. The National Library is a source of inspiration, and long may it last. Dober večer. Jaz sem, če sem prav razumel, sem povabljen, ker sem predsednik te žirije zadnjega natečaja. In do zdaj še ni bilo povedano, pa bi v tej vlogi morda sam to poudaril, ker se je verjetno ta spomin že zgubil. Ta zadnji natečaj je prinesel 118 projektov iz vsega sveta, pravzaprav. To je bil mednarodni natečaj. Žirija je bila 9-članska, v žiriji so bili 4 tuji izjemno ugledni arhitekti, vsi profesori v različnih deželah. In tudi ti projekti, ki so prišli, so bili v veliki meri iz tujine. Tako da ta izbor enega projekta res zelo veliko pomeni, tako kot je že profesor Frampton omenil. Jaz teh kvalitet ne bi ponavljal, bi pa še nekaj rekel, da bomo vedeli, o čem govorimo. Namreč investicija za izgradnjo tega projekta je ocenjena tam na približno 50 milijonov evrov, vključno z notranjo opremo. To se seveda za kulturnike zdi nedojemljivo veliko, če pa primerjate to z drugimi investicijami, s katerimi se vlade ukvarjajo, je pa to primerljivo s približno 4 do 5 kilometrov avtoceste na srednjo zahtevnem terenu, ali pa druga primerjava, ki se meni zdela zelo ilustrativna, je, da je to manj kot 2% sredstev, ki jih je država Slovenija namenila
za dokapitalizacijo Nove Ljubljanske banke. Zdaj 30 let, odkar se soočamo z raznimi projekti za novo stavbo NUK-a, najprej s prvim natečajem in pred 7 leti z drugim, je pravzaprav eno zelo dolgo obdobje, včasih smo rekli, da je to obdobje ene generacije. V tem obdobju se je zamenjalo 13 slovenskih vlad. Jaz bi rad povedal kaj optimističnega, ker mislim, da sem pravzaprav pritoževanje ne prinese pravega rezultata. Pa moram reči, da v teh dneh, ko sem premišljeval, kaj lahko povem, nisem dosti domislen, da bi najdel kaj opremljivo optimističnega v zvezi s to zgodbo. Ker če 13 vlad ni našlo med svojim prioritetom gradnje tega objekta, to pomeni eno izjemno žalostno erozijo slovenskih nacionalnih interesov. Delno se je to prevečevalo tudi z obdobjem krize v zadnjih letih, pri tem bi reče to spomnil, da ta objekt, v katerem smo danes, Plečnikov NUK, je bil zgrajen v 30 letih, ko je bila svetovna gospodarska kriza, temeljni kamen je bil položen leta 36, 37 se je začel z gradnjo in 40 leta je bila stavba pod streho. Se mogoče je to dosti zgovorno, ne? Mislim, da knjižnice niso samo zidovi, ampak so na nek način vrata v prihodnost in ne vem, kaj si lahko mislimo o prihodnosti države, ki v 30 letih ni sposobna zgraditi nove nacionalne knjižnice. In človek se res vpraša, a gre za pomanjkanje denarja ali gre za pomanjkanje volje in odločnosti. Se mi zdi, da prav odločnost je tista stvar, ki v teh primerih kulture in novih kulturnih ustanov, ker treba je vedeti, da po osamosvojitvi dejansko ni nastala niti ena večja in pomembnejša stavba, kulturna stavba v državi. Mislim, da je prav odločnost tista, ki primanjkuje. Če pogledamo recimo samo primer Hrvaške, Hrvaška je začela svojo nacionalno knjižnico načrtovati veliko kasneje kot mi in ne, da ta knjižnica stoji, celo obratuje že kar nekaj časa, pri nas imamo pa še zmeraj samo parkirišče. In če smo že pri avtomobilih, ni dolgo nazaj, ko je Aleš Vodopivec za Delo povedal zelo zanimivo primerjavo, da je v bistvu investicija NUK-a 2 primerljiva s ceno 5-kilometrske avtoceste po relativno nezahtevnem terenu. Skratka, moj prispevek se bo omejil samo na en poudarek. Že na samem začetku računalniške znanosti je bil vstop v knjižnice vzorčen primer, ki je človeštvu poskušal pokazati, kako smiseln je razvoj in uporaba računalnikov. V delovanju računalnika se nam je preslikal sistem knjižnice. Preslikali so se procesi upravljanja in urejanja knjižničnega sistema. V knjižnici je nameščena evolucijska avtomatika. Zato je knjižnica evolucijski stroj. Zakaj v naši republiki že spet zamujamo? Zakaj ne zmoremo zgraditi digitalne nacionalne knjižnice DNK ali NUK 2? Zgradba Narodne in univerzitetne knjižnice NUK je kljub vsej svoji razkošni lepoti infrastrukturno omejena. V najbližji bodočnosti ne bo več mogla na ustrezen način omogočati nacionalne zavesti in samozavesti. Vse evropske skupnosti v naši bližnji, neposredni bližini in daljni bližini so v preteklih letih zgradile arhitekturne knjižnice.
oblikovane s fascinantno računalniško optiko, z najhitrejšim računalniškim dostopom do knjižnega fonda in z množico presenetljivih izumov. Ti, brez velikih zadržkov, lahko v virtualni prostor distribuirajo ogromno količino znanja. Knjižnice postajajo prostor mladih senzacij na vseh ravneh. Druge strukture pa nam krmilijo hiter dostop njenih vsebin na naše ekrane. Z avtomatskim strojnim prevajalnikom nam bodo knjige objavljene v drugih jezikih, dostavljene v slovenskem jeziku. In obratno, tako bo zadovoljena nacionalna potreba po laboratorijskem razvoju in ohranjanju slovenskega jezika, da ne bodo v bodočnosti ideologi trgovali z našimi digitalnimi obrazi. V kaj verjame levi anarhist? V ljudstvo. Tako preprosto je to. V kaj ne verjame levi anarhist? V predstavniške politične sisteme, ki se že v naslednjem trenutku sprevržejo v vse nasprotno od tistega, kar so zahteve ljudstva. Prosim, samo ne mi ugovarjati, da ni kapitala za nov kardinalni nevron NUK2. Zato poudarimo, kapital je abstrakcija v akciji. Naj se gradnja NUK2 začne. In tukaj bi sam še dodal dr. Dolarjev, ne bodo nas žejne čez vodo prepeljali. Hvala. Moja asociacija na NUK, najprej študij, predvsem za doktorat, in tam hranijo tudi moje knjige. Zame to ni mesto učenja, temveč pridobivanja znanja o tem, kje dobiti informacijo, ko jo potrebuješ. Predvsem pa, kako dobiti informacijo, za katero sploh ne veš, da jo potrebuješ, oziroma ne veš, da obstaja. Je mesto komunikacije in socializacije. Ne znam si predstavljati življenja brez knjige. Nikoli ne grem na pot brez knjige in seveda računalnika. Vsak dan se priklopim na bazo podatkov, vendar grem vsak teden v knjižnico. Kot turist grem na ogled svetovnih knjižnic, ker verjamem, da mi veliko povedo o narodih, ki so jih oblikovali. Verjamem, da branje daje veselje, znanje in inspiracijo posamezniku in narodu. Narodna univerzitetna knjižnica je ogledalo družbe, tako kot je to tudi dejstvo, da jo onemogočamo razvoj. Privilegij je živeti v okolju, ki so ga ustvarjali Plečnik, Ravnikar in drugi. In sram me je, da pripadam generaciji, ki ne bo uspela zapustiti zanamcem v arhitekturno-kulturnem smislu tega, kar so nam pustili tisti pred nami. Omogočati državljanom uživati v lepem in sooblikovati lepoto, jih učiti uživati v branju, spoštovanju mnenj drugih in v spreminjanju svojih lastnih mnenj, pomeni vlagati v kadre, ki bodo oblikovali našo bodočnost. Slovenci si zaslužimo biti ponosni na svojo knjižnico, vsebinsko in arhitekturno. Zato podpiram gradnjo NUK2. V letu 1988 je bil v Sloveniji objavljen natečaj za novo zgradbo Narodne in univerzitetne knjižnice. Istega leta so se v nekaterih drugih državah začele pisati zgodbe knjižničnih zgradb, ki so postale zgodbe o uspehu. Začelo se je snovanje nove Narodne knjižnice Latvije. Ikonična 13-nadstropna stavba v srcu glavnega mesta je bila odprta v letu 2014.
Že v začetku naslednjega leta je gostila najpomembnejše dogodke prvega latvijskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Vizitka, s katero se je mlada država predstavila Evropi in svetu, je bila knjižnica. Prebivalci Latvije svojo knjižnico imenujejo tudi grad luči. Nacionalna legenda pravi, da je grad luči potonil na dno starodavnega jezera, vendar se bo spet dvignil iz globin, ko bodo ljudje premagali temo in postali spet svobodni gospodarji svoje zemlje. V letu 1988 se je začela tudi gradnja britanske knjižnice. V slabih 10 letih je zrasla največja javna stavba, zgrajena v Veliki Britaniji v 20. stoletju. Postala je središče znanja, ikona informacijske družbe in ena najbolj odprtih in inovativnih ustanov svoje vrste na svetu. Knjižnica je izjemno priljubljena pri uporabnikih in obiskovalcih z vsega sveta. S fizično in digitalno zbirko predstavlja pomembno polje raziskovalne infrastrukture. Svoje prostore nenehno prilagaja, da ustrezajo spremenjenim potrebam učenja in sodelovalnega raziskovanja. V načrtu je širitev na 12.000 kvadratih na severnem delu stavbe, kjer je sedaj še parkirišče. 1988. leta so tudi v Zagrebu položili temeljni kamen za novo narodno in univerzitetno knjižnico. Odprta je bila ob 5. obletnici samostojnosti junija leta 1995. Gradnja je potekala v času, ko je bila država v vojni, pa kljub temu ali morda ravno zaradi tega ni bila preložena ali ustavljena. V samem srcu 40.000 kvadratov velike stavbe je dobro zavarovan prostor, v katerem so shranjene največje dragocenosti hrvaške pisne kulturne dediščine. V primeru usodne kataklizme bi se kapsula, v kateri je prostor zaprla in spustila globje v zemljo. Morebitne ruševine knjižnice bi zaklade dodatno zaščitile. Kongresni del knjižnice pa bo v letu 2020 gostil hrvaško predsedovanje Svetu Evropske unije. Tudi v bližnji sedanjosti lahko sledimo navdihujočim zgledom. Finska je ob 100. obletnici osamosvojitve odprla sodobno knjižnico Dnevno sobo naroda. Knjižnica je utelešenje zavezanosti znanju in s postavitvijo v bližino parlamenta simbolizira povezanost med oblastjo in državljani. Zgradba je estetski presežek, ponos finskega tehnološkega znanja, vzor energetske učinkovitosti, načrtovana je kot mesto srečevanja in aktivne participacije. Že v prvem mesecu po otvoritvi je zabeležila več kot 400.000 obiskovalcev. Še pogled v živahno notranjost knjižnice Prve univerze v Lilu. Gre za skupni projekt univerze in 8 centrov odličnosti, ki je promotor povezav univerze z industrijo in povezanosti s široko javnostjo. Zaključujem z upanjem, da bo tudi Slovenija sledila navdihujočim zgledom.
se opredelila za znanje in kulturo ter kot spomenik svoji državnosti in identiteti postavila knjižnico. Hvala. En lep dober večer. Dober večer vsem še z moje strani. Moje ne dela, ne? Dela? Dela. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Sem Ajda Bračič, sodelavka revije Outsider in danes mi je pripadla ta čast, da vodim okroglo mizo o tej zelo pomembni temi NUK2. Pa vabim morda kar vse svoje sogovornike, da se mi pridružijo na odru. Z mano bodo ravnateljica NUK2 Martina Rozman Salobir, pa minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo, rektor Univerze v Ljubljani, dr. Igor Papič, pa direktor ZRC SAZU, dr. Oto Lutar, pa na drugi strani član uredniškega odbora revije Outsider Miloš Kosec in pa arhitekta nagrajenega projekta iz leta 2012 Vasa Perovič in Matija Bevk. Ker vse vabim, da sedete. Torej, hvala vsem, da ste se odzvali povabilu na okroglo mizo. Danes se lahko o projektu NUK2 pogovarjamo v tej odlični arhitekturi Jožeta Plečnika, ki je ne moremo pač očitati ničesar, da je kaj manj kot vrhunska. Pa vendar, kot se je izrazil Dragan Živadinov, kljub svoji razkošni lepoti je infrastrukturno omejena. Gospa Martina Rozman Salobir, vi kot ravnateljica NUK-a in zaposlena v njem, vsak dan se srečujete s prednostmi in pomanjkljivostmi te stavbe. Bi lahko na hitro povzeli, v katerih točkah stavba več ne ustreza potrebam te ustanove? Najprej moramo seveda ugotoviti, da je kot celota premajhna. Se pravi, obseg, razvoj dejavnosti jo je prerastel v smislu kvadrature razpoložljivega prostora kot takšnega. Po drugi strani ni več kos zahtevam sodobnega načina učenja, raziskovanja, študija. V času, ko je Plečnik načrtoval to stavbo, smo se učili drugače. So se učili drugače, kot se danes. Danes bi potrebovali več raznovrstnih prostorov za učenje in študij, tudi za sodelovalno učenje, za skupinsko učenje. Zelo nas žalosti, da je stavba zgolj pogojno dostopna obiskovalcem, uporabnikom s posebnimi potrebami, s fizičnimi ovirami. Pridejo noter, ampak skozi stranski vhod, ob veliki podpori in pomoči sodelavcev naših. Obiskovalci, ki so prvič v NUK-u, se čudijo in sprašujejo, kje imamo knjige. Prosti dostop do literature, neposredna dostopnost, da gradiva ni potrebno naročati preko kataloga, je standard knjižnične dejavnosti že nekaj desetletij. Toliko. Torej, eni od glavnih uporabnikov knjižnice so seveda študentje, pa bi mogoče besedo predala vam. Gospod rektor, kaj bi v bistvu z gradnjo nove stavbe pridobila Univerza v Ljubljani in na kakšne načine se zavzema in podpira za gradnjo stavbe? Najprej seveda lep pozdrav v imenu Univerze v Ljubljani, tudi hvala za povabilo na ta dogodek. Dejstvo je, da govorimo o nacionalni knjižnici, v svojem imenu nosi tudi ime univerzitetna knjižnica, to je splošno znano dejstvo, mogoče pa manj znano, da je dejansko NUK pridružena članica Univerze v Ljubljani skupaj s centralno tehniško knjižnico,
in seveda predstavlja nekak sklop, skupni sistem, knjižnični sistem znotraj Univerze v Ljubljani. Znano je, da imamo praktično na vsaki fakulteti svojo knjižnico. Znano je, da NUK zagotavlja dostop do nekaterih elektronskih baz, oddaljeni dostop. Najbrž je to vprašanje pomena knjižnice, nove knjižnice vezano predvsem na ta hitri razvoj tehnologij. Jaz lahko zase rečem, da sem najbrž predstavnik digitalne sfere družbe, po eni strani virtualnih svetov, po drugi strani pa zelo trdno realno v tem svetu, v analognem svetu. Kakšen je pomen knjižnice, nove knjižnice za Univerzo v Ljubljani? Dejstvo je, da naši študenti študirajo v tej knjižnici, tudi seveda v naših knjižnicah po fakultetah. Dejstvo je, da praktično v tem sistemu zagotavljamo skoraj 2500 čitalniških mest. Seveda vsi vemo, kaj to pomeni v času priprave na kolokvije, v času izpitnih obdobij. Se pravi, izredno pomembna pridobitev čisto v prostorskem smislu za samo univerzo. Omenil bi tudi stiske, prostorske stiske Univerze v Ljubljani. Najbrž vsi poznamo dolgo brado gradnje naših 3 akademij. To je v bistvu edini infrastrukturni projekt trenutno, ki je odobren, vsaj v smislu financiranja. Lahko omenim potrebe oziroma projekte, ki jih pripravljamo na univerzi glede novih fakultet, predvsem bi omenil fakulteto za arhitekturo, fakulteto za strojništvo, veterinarsko fakulteto, tudi medicinska fakulteta pripravlja projekte za širitev. Če se strojna fakulteta preseli, to pomeni direktno priložnost za filozofsko fakulteto, ki sem prepričan je najbrž danes v najslabšem stanju glede razpoložljivega prostora. In kakršnakoli dodatna pridobitev v smislu študijskega prostora za naše študente je izjemnega pomena. Ne glede na vse tehnologije, ne glede na vse nove pristope, vemo, da je to prostor za tako imenovano tiho učenje, za kreativno druženje študentov in seveda izredno pomembno za univerzo. Seveda iz teh primerov, ki so bili predstavljeni, ne gre samo za del univerze, dejansko velike univerze se nekako kreirajo okoli centralne stavbe, to je običajno knjižnica, gre za nacionalni pomen, gre tudi za priložnost v smislu arhitekture, v smislu novih tehnologij. Tukaj je bilo predstavljeno nekaj primerov najsodobnejših knjižnic. Se pravi, kljub razvoju digitalne tehnike vidimo, da številne države vlagajo precej denarja v izgradnjo takih objektov. Dodal bi še en primer in sicer z Cipra. Univerza na Cipru je, mislim, da je novembra lani odprla izjemen objekt v arhitekturnem smislu, najbrž kolegi arhitekti to poznajo, gre za imitacijo hriba, z popolnoma zaprto konstrukcijo, z umetno svetlobo oziroma z svetlobnimi kanali. Se pravi, ta objekt je impozanten v arhitekturnem in pa seveda v tehnološkem smislu. Seveda je pa to centralni objekt kampusa univerze. Vsekakor so taki objekti izrednega pomena in dejansko se najbrž si sprašujemo, zakaj tega objekta že nimamo. Mogoče čisto praktično, glede na to, da sem pač tehnik po izobrazbi, vam čisto konkretno podam primer, kako hitro se kaj zgradi, če obstaja interes oziroma kako se hitro investira. Sam sem imel priložnost v kontaktu s konkretnimi slovenskimi gospodarstveniki, da so me vprašali, kaj bi naredil, če bi imel 20 milijonov evrov in bi investiral na določenem področju. Se pravi, želeli so nasvet, kako porabiti 20 milijonov evrov. Se pravi, gre za izredno jasen princip, če vemo zakaj, če vemo, kje je interes, da se denar da dobiti oziroma da denar najbrž ni glavni problem. In pa še za to knjižnico, ko sem omenil na Cipru, še en primer financiranja, v celoti je bila financiranja z donatorskimi sredstvi in to od strani ene osebe. Gre pa za projekt ranga 25 milijonov evrov. Ja, torej, gospod minister, slišali smo kar nekaj, v bistvu zdaj že mnenj, predlogov. Poslanstvo vašega resorja je
pač oblikovati Slovenijo kot družbo znanja in zanima me, na kakšen način se pač lotevate zdaj gradnje stavbe NUK 2, ali že obstajajo kakšni konkretni načrti na to temo? Ja, najprej hvala lepa za vabilo. Jaz sem vesel, no, da ste me danes povabili, čeprav sem eden v vrsti tistih, ki veliko obljubljajo pa nič naredijo, ne? In seveda tudi eden v vrsti tistih, ki ljudi že ne peljejo čez vodo. Tako da, ampak sem vesel, veste, da sem na nek način to lahko. Kakorkoli, zame je, da nehamo z heci, zame je nov NUK 2. Tisto, kar je bilo danes velikokrat rečeno, pa je pravzaprav zveni zelo plehko, ampak je bistvenega pomena. To je stičišče znanosti, kulture, dediščine, skratka vsega tistega, kar ta narod ima in kjer to hrani v smislu nekega, če hočete, stičišča, križišča, kakorkoli že. Skratka, v vsakem primeru je to nacionalni in to velik nacionalni projekt. Nažalost, te zavesti pogosto ni in bom tudi rekel, tudi kot samo kritiko, tudi med nami, ki zasedamo v tem trenutku neke politične funkcije. Ne bi rad opravičeval karkoli, ampak zadnje dejanje, ki je bilo narejeno v smeri gradnje NUK 2, je bil pravzaprav odkup idejne rešitve v mandatu, ko sem jaz zadnjič sedel na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in to je bilo leta 2013. To je bilo zadnje konkretno dejanje v tem smislu. Zdaj od tu naprej, ker so se pač vremena nekoliko razjasnila in mogoče tudi v proračunu se kakšna stvar malo kaže, seveda načrtujemo, da bi naslednje korake delali. Najprej je seveda dokončanje, kar se tiče dokumentacije. To je nekako v 2 letih bi lahko prišli do gradbenega dovoljenja, če sem jaz ne preveč optimističen, recimo temu tako. In potem, čeprav na to pa moram reči, da nisem strokovnjak, to boste pa vi, ki ste arhitekti, povedali seveda veliko bolje. Gradbena operativa po naših podatkih potrebuje 2,5 leta do 3 leta, zato da kaj takega tudi zgradi. Ampak kot rečeno, to je informacija, ki jo imam jaz, vi veste to veliko bolje. In potem še nekaj traja za notranjo opremo in potem bi ta zgodba lahko bila končana. To seveda pomeni zgolj in samo ob tem, da se dogovorimo, kako zapreti finančno konstrukcijo. Arhitekta Vasa Perovič in Matija Bevk, vidva sta verjetno že takoj po izboru vajinega projekta leta 2012 pričakovala, da se bo ta tudi zgradil. Kakšna zagotovila sta takrat dobila mogoče od organizatorjev natečaja ali pa od investitorjev, da bo se to res zgodilo in na kateri točki se je potem zadeva ustavila? Mislim, pričakovanje imamo še vedno, da se zgradi. Nismo ga imeli samo takrat in imamo ga še vedno, ker mislimo, da je to predvsem nek projekt, ki ima zares potencial za družbo in zdaj je zares nujno, kar smo si danes slišali. Kje se je zataknilo? No, najprej trajalo kar nekaj časa, da se je sploh prišlo do te prve naslednje točke, to pomeni do recimo neke pogodbe, ki smo dejansko tudi podpisali. Naredili smo idejni projekt, takrat sodelovali podrobno z NUK-om in tudi z ostalimi recimo udeleženji, kot so recimo spomeniško varstvo in tako naprej. Potem se je pa ustavilo. Tako da ti neki koraki začetni so bili in v bistvu ti koraki niti niso bili tako zelo slabi, neobetavni. Bolj je bil problem, da pa še v nekem trenutku se ni nadaljevala, kakor bi se lahko, kar bi se moralo. V tem trenutku je nastala ta kriza, s katero smo baje v tem trenutku osvobojeni. Tako da v bistvu na nek način je mogoče tudi ta pravi trenutek, da se o tem ponovno pogovarjamo.
Kako potem, gospod minister, kakšen je vaš predlog, da bi zaprli to finančno konstrukcijo, kot ste se prej izrazili? Ja. V osnovi imamo 3 poti. Prva pot je tisto, kar je danes bilo omenjeno, pa je že davno mu potekla veljavnost in to je preko zakona o NUK2. Nekaj podobnega smo storili za nacionalni center v Planici in tudi tam smo imeli poseben zakon, preko katerega je potem seveda nekoliko lažje financiranje. To je 1. 2, imamo, in to delamo na tem, imamo vsaj 2 zunanja mogoča vira, ampak ovira pri tem, zdaj, če sploh hočejo ljudje tehnikalije te poslušati, je seveda v tem, da smo na neki točki v tej družbi se odločili, nekaj čemur sem jaz nasprotoval, ampak tako pač je, da bomo uvedli zlato fiskalno pravilo in zaradi tega vsaki taki veliki projekti nam seveda pomenijo dodatno zadolževanje. 2 facilityja sta, eden je CEP, drugi je tako imenovani Junckerjev ali EFSI sklad in to je za take velike projekte eden od načinov, kako lahko bi prišli do financiranja. Seveda, ta same stvari ne dajejo financiranje. Financirati bi še vedno morali sami, ampak gre za kreditne linije, ki ne štejejo v javni dolg. In to je pomembno. In seveda tretjo, kar bi pa jaz bil, moram reči, da najbolj navdušen, ampak je pa še zdaleč, da bi bila odvisna zgolj od mene, glede na tisto, kar sem prej rekel in glede na tisto, kar menim že eno celo vrsto število let, in to je, da bi se vlada preprosto odločila in to kot nacionalni projekt začela peljati, kar seveda pomeni, da bi potem, kot rečeno, v 2 do 3 letih prišli do dokumentacije in potem lahko gremo tudi v operativo. To pa pomeni seveda financiranje iz proračuna. Torej, vse te variante so možne, vse te variante, moram reči, da preigravamo, delamo, ampak jaz sem se že naučil in kritika profesora Dolarja je več kot na mestu, da ne obljubljam, naj se vidi in upam, da se bo kaj videlo, ko bo. Hvala. Miloš Kosec, v preteklosti gradnjo NUK1 so si izborili uporabniki, študentje, intelektualci in danes, ko smo prihajali v tole veliko čitalnico, smo si lahko na stopnišču prebrali neki zbor časopisnih naslovov, ki govorijo o tem, kako veliko je že bilo vzponov in padcev na tej poti NUK2. Bi lahko situacijo takrat nekako primerjali z današnjo? Po mojem, da ja, ampak samo do ene mere. Namreč ta vzpon se vsaj meni zdi fascinanten, ko se vzpenje že tako brez napisov je fascinanten, ampak z napisi pa pokaže na prvi pogled ponovitev tega procesa iz 30-ih. Skratka, bitka za neko samoumevno dobrino, bitka celotnega spektra družbe za to in potem seveda s to veliko razliko, da je realizacija v 30-ih nastane, gre čez vojno še celo in z grožnjo zasedbe hiše z, da ne rečem, nehotenim zračnim napadom in z vsemi drugimi epopejami v tistih 10-15 letih ta stavba doživi že več kot mnogo katera druga stavba v 200-300 letih. Ampak je pa neka bistvena razlika z vsemi tistimi naslednjimi 20 stopnicami, ki opisujejo pa našo epopejo, ta epopeja, ki še ni zaključena. In to je, da je imel NUK1 vedno namišljenega ali pravega sovražnika oziroma nekoga, ki ga je onemogočal. Nekoga, proti katerem se je lahko celotna družba združila in oblikovala skupno fronto. Meni se zdi, da teh 30-40 let gradnje NUK2 tazga nasprotnika v bistvu nima. Jaz nisem slišal nikogar, ki bi rekel, NUK-a po resnici ne potrebujemo. In mislim, da smo se znajdli v eni situaciji, v kateri ne znamo operirati. V eni taki paralizi konsenza. 40 let se vsi strinjamo, da neko stvar res rabimo in ne kljub temu, ampak mogoče prav zaradi tega je ne moramo postaviti. Zdaj, ena možnost je, da rabimo grešnega kozla, da rabimo ustvariti nekoga, ki bi postal negativna točka konsenza, proti katerem bi se lahko vsi obrnili. Ampak jaz bi si želel, da ni treba takih umetnih sovražnikov delati, ampak da bi prišli do ene zelo preproste ugotovitve, da je gradnja NUK2
Ni spomenik, ni simbol, simbol je parkirišče. Simbolov ne moreš zgraditi, pač simbole prepoznaš naknadno, zato ker so tako pomenski. Ampak je preprosto najbolj bazična infrastruktura katerekoli družbe. In očitno so družbe v preteklosti, ki so bile mnogo revnejše, to razumele, niti se niso kaj dosti spraševale in so jo zgradile to osnovno, ampak res bazično infrastrukturo. Medtem ko danes, ko smo najbolj razviti v naši zgodovini od rimskih časov naprej, ko imamo največ denarja v vsej naši zgodovini, največ sredstev, največ znanja, pa tega nismo pripravljeni. Tako da jaz mislim, da bi bilo treba to paralizo zgraditi in razumem ministra, ne dvomim, da minister in celotna vlada, pa tudi prejšnje vladne, vsi na nek način želijo nuka in vejo, da je potreben. Samo kako prestopati od tega konsenza v akcijo, to je pa problem tudi, po mojem, današnjega večera, tako kot vseh 40 let prej. In mislim, da če gremo iz tega večera z neko močnim občutkom frustracije, bomo več naredili, kot če gremo zadovoljni, pa imamo občutek, da smo nekaj premaknili naprej. Če se zavemo, da nismo ničesar premaknili naprej, ampak bomo zato toliko bolj frustrirani, mogoče pa to ta točka premika. To je špekulacija. Zanimiva misel. Doktor Lutar, vi ste tudi v organizacijskem odboru Shoda za znanost, ki angažira civilno družbo, sicer za nek drug namen, ampak me zanima, kako bi se bilo po vašem mnenju najboljše lotiti organizacije in angažiranja družbe, splošne javnosti, mogoče skozi to frustracijo ali na kakšen drug način, da bi končno dosegli nek konsens in mogoče na nek glasen način zahtevali, da se stavba zares zgradi. Ja, zdaj, če bi jaz to vedel, bi vam povedal že prej, bi napisal verjetno že prej, tako kot sem že nekajkrat pisal, ne samo o NUK-u, ampak tudi drugih knjižnicah. Zame je to manj nacionalno, skupinsko dejanje ali problem, zame je knjižnica zelo intimna. Vedno, ko mi ni šlo, sem se zatekal v knjižnico. Najprej kot študent, ki je prišel v Ljubljano od zunaj, za mene in moje kolegice in kolege, knjižnica ni bila samo prostor, kjer so knjige, ampak je bilo tudi zatočišče. In zaradi tega mislim, da je potrebno narediti za začetek ta preskok od tega skupinskega k intimnemu. Jaz mislim, da je treba to, kar je Mladen Dolar za začetek, kar je Mladen Dolar rekel, knjižnico potrebujemo, spremeniti v knjižnico hočemo. In to vsak zase. Jaz hočem to knjižnico. Zaradi tega, ker je to zgodba po moje 90% ljudi v tem prostoru. Mislim, da velika večina ljudi, ki ste zdaj tukaj z nami, imate podobno izkušnjo, kot jo imam jaz. Takrat, ko nam ni šlo, takrat smo se zatekli v ta prostor in zaradi tega je to problem vsakega od nas in šele potem je to nek simbol ali pa neka kolektivna akcija. Torej, vsak od nas se mora odločiti za to, da knjižnico hočemo. Vsak si pač mora to povedati. Jaz hočem to knjižnico zaradi tega, ker je v nekem trenutku morda ni rešila samo nekega problema pri nastajanju magisterija ali doktorata, ampak poznam nekaj ljudi, ki jim je v nekem trenutku pomenila smisel življenja, skratka, da so lahko šli naprej. Ne samo ta knjižnica, ampak vse knjižnice. Zaradi tega se tudi ljudje zatekajo v knjižnice in turisti, ki prihajajo v to mesto, ne prihajajo v to ikonično knjižnico samo zaradi, po mojem mnenju, ne samo zaradi tega, ker hočejo videti Plečnikovo knjižnico ali pa hočejo videti še eno knjižnico, ampak zaradi tega, ker vsi nekako intimno iščejo tisti mir. Nekateri to delajo v knjižnicah, nekateri delajo to v galerijah, nekateri delajo to v cerkvah. Jaz delam to v knjižnici, zaradi tega je to moj intimni prostor in zaradi tega jaz hočem to knjižnico. In se mi zdi, da je to eden prvih korakov. Zdaj, če bi pa čisto konkretno,
moral razmišljati, pa ko vidim, kako maratonsko se zdaj to odvija, najprej smo slišali izjave posameznikov, potem smo jih gledali na displeju, zdaj morajo ljudje poslušati to, kar mi tukaj govorimo, ne. To bi se mirno lahko spremenilo v en maraton, ki bi trajal do jutri zjutraj ali pa do pojutrišnjem, ne. Potrebno bi po mojem bilo najti temeljni kamen. Vsi tukaj ali pa velika večina ve, da je Rado Bohinc, mislim, da je bil drugi minister za znanost, takrat postavil enega največjih temeljnih kamnov, ki bolj spominja na spomenik nekomu kot pa temeljnemu kamnu. Jaz sem danes znova spraševal v Muzeju novejše zgodovine, kje se to hrani, zaradi tega, ker ko smo pred 25 leti inštituti ustanavljali svojo prvo inicijativo, smo želeli ta kamen, za katerega ste takrat še vedeli, ki se hrani, odkupiti in si ga postaviti nekam kot svarilo, kako se stvari ne delajo. Torej, najdemo ta kamen, postavimo ga nekam na javno mesto in imemo ga za opozorilo in potem bodo morda akcije stekle že tam okoli. Gospa Martina Rozman-Salobir, se pravi, pot do NUK 2 je maraton. Kakšna bo vaša nadaljna pot? Kako se boste zavzemali za to, da se bo NUK 2 zares zgradil? Kakšni so vaši načrti? Temeljna reč, ki jo poskušamo ves čas dosegati, je, da smo že v Plečnikovi stavbi kvalitetna, dobra knjižnica, ki se odpira navzven, ki odgovarja na potrebe uporabnikov. S tem bi radi dokazali, pokazali, da je vredno investirati v nas kot skupnost ljudi, ki to knjižnico ustvarjamo, da smo vredni zaupanja in da bomo tudi v novi knjižnici naredili še večje presežke. Se pravi, to je nekaj, kar delamo že ves čas. Druga stvar je pravzaprav v duhu nocojšnjega večera. Želimo angažirati, aktivirati sile, ki podpirajo to, čeprav je razodetje nocojšnjega večera, da bi morali zbrati sovražnike NUK 2. Pravzaprav želimo vzdrževati, želimo spodbujati javno podporo. To, kar sem na začetku rekla, da bo pravzaprav seveda najprej vsi izobraženci, študenti, ampak vendarle vsak Slovenec, da bo prepoznal v svoji nacionalni knjižnici neko identiteto, simbol, tako kot zastavo in grb in neko pripadnost. Gospod minister je prej omenil te birokratske ovire oziroma ta dolg operativni čas gradbene operative v Sloveniji. Kdaj se vama kot arhitektoma zdi realno pričakovati, da bi lahko nova stavba stala, če recimo danes zaklenemo to finančno konstrukcijo? No, pred 6 leti. Takrat, ko je bila prvič zasnovana, sigurno. V smislu terminov, ja, v bistvu projektiranje traja nekaj časa. Mi smo v tem trenutku naredili idejni projekt in v bistvu je projektiranje potrebno nadaljevati v smislu pridobitve gradbenih dovoljenj, tako da to so projekti recimo v obsegu enega leta plus. In potem gradnja, seveda za gradnjo, enako kot minister, v bistvu je zelo težko povedati, koliko je zares potrebno, ampak 2 leti ali 2 leti pa pol ali 3 leta so v bistvu neki razumni časi za gradnjo kompleksnih objektov, za hitro gradnjo kompleksnih objektov. Odlično, to se mi zdi v redu, v bistvu, ker za celo eno družinsko hišo bi težko zgradili v kratkem času, tako da se veselim, da bo mogoče že leta. Predvsem NUK 2 ni tako velika stavba, v smislu kvadrature. Je sicer bistveni prispevek povečanju NUK 1 oziroma nekako vzpostavitvi tega recimo univerzitetnega dela NUK-a, kot neke, recimo, socialne platforme univerze oziroma tega nekega velikega učnega prostora univerze, univerzitetnega dela knjižnice,
Ampak v bistvu v kvadratnih metrih ni tako ekstremno velika ta stavba. Je kompleksna za gradnjo, zato što je v bistvu zgrajena na arheologiji, v bistvu uporablja arheologijo kot izhodišče in tehnološki je zahtevna. Ta knjižnična tehnologija je v bistvu relativno zelo zahtevna. Še nekaj, mogoče sem še nekaj dodam. Jaz vidim recimo, da je to spraševanje, kako delati te procese, pa kako sfinancirati, pa kdaj začeti, pa kako začeti, koliko časa bo trajalo, pa je to v bistvu neka bolezen, splošna bolezen slovenskih institucionalnih projektov, da splošno, da v bistvu vedno smo v tej dilemi, ne moramo potrditi financ, ker ne vemo točno, koliko bo projekt stal, ne moramo narediti projektov, ker nimamo potrjenih financ. Nek takšen začaran krog, kjer v bistvu se projekt ne more nadaljevati, ker ni kompletna finančna vreča narejena, po drugi strani pa ti točno ne veš, ker nisi naredil še vseh teh projektov. Se mi zdi, da to je nek takšen krog, v katerega se težko ga je razumeti, zato ker jaz težko povem, koliko bo hiša stala, dokler se v bistvu ne sprojektira. Minister ali nekdo drug pa težko potrdi finance, dokler ne ve, koliko stane. Če vržem en kamen. Ja, se obračam spet na vas. Zakaj bi tokrat bili potem bolj optimistični, kot smo bili v preteklih obljubah o gradnji? Jaz nisem rekel, da je treba biti kaj bolj optimističen. Jaz sem samo rekel, da bomo tisto, kar je naše poslanstvo, naredili. In ni treba biti nič kaj bolj optimističen, tudi če kdo misli, da bomo koga ženega čez vodo ali še karkoli od tega pripeljali, naj to misli. In pa predvsem jaz upam, da bo ob letu ali pa ob 2 letih kak korak v smislu tistega, kar smo sedaj govorili, torej dokumentacije, in predvsem kako zapirati finančno konstrukcijo, narejen, ampak korake je treba delati zdaj. Zdaj jaz lahko povem, ampak nisem imel namena. Mi imamo pripravljeno v pogovorih z Ministrstvom za kulturo, smo se to dogovorili, da bomo letos za pripravo dokumentacije, skratka vsega tistega, kar je potrebno prvega dela, lahko namenili približno 1 milijon evrov, ki je potrebno za to, da začnemo korake delati v tej smeri. Potem drugo leto še enkrat toliko potrebujemo za to, da pa mislim, da ne bo dovolj, da bi prišli do gradbenega dovoljenja. Na tej točki mislim, da bi besedo namenila publiki, če je slučajno kakšno vprašanje od občinstva, za katerega izmed govorcev. Hvala lepa, Miran Gajšek. Pravzaprav ni vprašanje, ampak je komentar. Poglejte, NUK 2 je tako pomemben projekt in danes pravzaprav se nima smisla vprašati, ali to podpiramo, ne. Seveda, NUK 2 moramo narediti, da terja eno resno akcijo kot vsaka resna investicija. In treba si je zastaviti verjetno nek cilj in pomagati gospodu ministru pa gospodu rektorju, ker to je politična odločitev o financiranju in moramo pomagati obema, gospodu ministru pa gospodu rektorju pri tem, ker ta odločitev, ko bo sprejeta, jo bo težko zadržati, da se v resnici naredi v nekem določenem roku. Pa tudi pri rokih si je dobro postaviti cilj. V drugi polovici leta 2021 predsednikujemo Evropske unije. To je zelo lep cilj, da bi do takrat v resnici, če bo zdaj, ker bo naročen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in potem seveda tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje v nekem doglednem času. Še ena stvar, ki je res pomembna, ta primerjava z avtocesto je dobra, koliko stane NUK v primerjavi z avtocesto, še nekaj številk. Republika Slovenija, kot dobro vemo, dobi za 7 let 3,2 milijardi evrov
iz Brusla, večinoma nepovratnih sredstev. In to je za programsko obdobje 2014-2020 in tam noter so seveda možnosti spremembe operativnega programa, če govorimo o zapiranju finančne konstrukcije, to so evropska sredstva, kjer gre približno 1 milijarda za kmetijstvo. Pa nočem relativizirati, kaj je pomembnejše, ampak če NUK 2 ni pomemben, jaz ne vem, kaj pol sploh še je pomembno v tej državi. In to je odločitev. Še enkrat, jaz mislim, da mora biti ena zaveza vseh nas, ki smo danes večer tukaj, da pomagamo nositi težo odločitve in odgovornosti odločitve, da se NUK 2 čim prej sprojektira, pridobi gradbeno dovoljenje in zgradi. In konec. Hvala. Hvala za komentar. Mogoče kakšno vprašanje? Branko Cvetkovič. Tlele je bilo zelo, jaz mislim, da v tej družbi manjka problem decision makinga in to se predvsem nanaša na ministre, posebno ministra, ne sedanjega ministra izobraževanja, šolstva in znanosti, ampak tudi vse prejšnje. Jaz kot ekonomist pravim, da se je treba odločati o stvari. Hkrati bom pa povedal še eno preprosto vprašanje bom postavil. Gre za vprašanje prioritet v tej družbi. In če se politika v tem ne more odločiti, je to pač velik problem, hkrati pa tudi to velik problem planiranja investicij. To govorim kot ekonomist in zdaj vam bom navedel eno zelo enostavno stvar. Tlele, če pogledamo Južni trg, Vegovo in rečemo trg francoske revolucije, ker naj bi stala knjižnica, tukaj se dogaja ena hecna tektonika investiranja. Naprimer, na področju Južnega trga, ker hoče univerza zgraditi prizidek, ki bo stal od 22 do 26 milijonov, slišal sem zelo različne številke in če primerjamo tukaj NUK z 50 milijoni, zdaj pa to je tisto vprašanje, ki ga jaz postavljam. Vprašanje prioritet. Kaj je zdaj bolj pomembno? Prizidek ali NUK? In to sem samo izpostavil na problemu investiranja v kulturne inštitucije. Teh problemov je povsod. In mi se ne moremo odločiti v tej družbi, kaj je prioriteta, kaj je pomembno. Tako da meni se zdi rahlo smešno, da naprimer 1 milijon boste zdaj rabili za 1 leto priprave gradbenega dovoljenja, potem pa mogoče še 1 leto, zelo spodbudno. Zakaj nimate pripravljenih naprimer 15 milijonov za to? Da se stvar resno začne. In vse to, kar smo zdaj mi govorili, je zelo spodbudno, jaz se zelo strinjam, jaz sem diplomiral v NUK-u, kot arhitekturni fotograf sem tudi preživel 1 leto med zidovi NUK-a in ga zelo poznam dobro in tudi seveda tudi Plečnika preko tega, ampak takole se ne moramo več pogovarjati. Treba se je odločiti in s tem sem jaz končal. Hvala lepa. Hvala. Ne vem, se boste odzvali? Mislim, da je prav, da se odzovem na ta komentar, predvsem glede tega prizidka, če sem dobro razumel, imate v mislih stavbo Kazine in pa primer Akademije za glasbo. A drži to? Tukaj bi odprl eno drugo zgodbo, ki je pa tudi po svoje zanimiva, pa seveda tokrat ni politika kriva ali pa minister. Najbrž poznamo vsi zgodbo 3 akademij Ljubljanske univerze. Sredstva za te akademije, po mojem vedenju, so bila odobrena pred dobrim desetletjem. Poznamo projekt Roške, vseh 3 akademij.
Ta projekt seveda se ni uresničil, ne želim komentirati zakaj, sigurno pa ni bil minister kriv ali pa ministrstvo ali pa politika. Seveda zdaj v okviru teh rešitev za 3 akademije, še enkrat poudarjam, to je edini infrastrukturni projekt Univerze v Ljubljani, ki ima odobreno financiranje. Seveda je treba neko dinamiko zagotoviti v proračunu. Primer Akademije za glasbo je seveda rešen na ta način, da se seli oziroma je že preseljena delno v stavbo Kazine. To, da bomo mi do prizidka prišli, je še zelo daleč, ker vemo, kakšno je stanje glede stanovalcev v okolici. Trenutno se borimo s tem, da bi sploh dobili gradbeno dovoljenje za obnovo Kazine. Prizidek je po mojem videnju še precej v oblakih. Primer Akademije za AGRFT, se pravi Radio Film Televizijo, rešujemo na Aškrčevi in delno na Trubarjevi. To so rešitve praktično v samem centru Ljubljane, kjer je izredno težko v starih stavbah pridobivati dovoljenje, soglasje stanovalcev in tako naprej. Zadnji plan Akademije za likovno umetnost in oblikovanje je, da se ponovno pride na Roško lokacijo. Enostavno zaradi tega vemo, da je bil tudi že natečaj narejen na Erjavčevi, ampak preden smo mi sploh uspeli odkupiti oziroma pridobiti prostore zaradi gledaliških ateljejev, se je že oblikovala civilna iniciativa, ki želi nasprotovati tudi obnovi oziroma gradnji na Erjavčevi. In zdaj se spet lahko vprašamo, a je res samo denar problem? Mi imamo dostikrat denar, pa gradimo projekte desetletja. In s to kritiko se vsekakor ne bi strinjal, da imamo denar za nek prizidek, ne gre za nek prizidek, gre za desetletje star problem Akademije za glasbo, konkretno v tem primeru. Glede tega financiranja oziroma odločanja, kot je bilo omenjen, bi pa to rekel, jaz se strinjam z vsemi, da najbrž nihče eksplicitno ne nasprotuje izgradnji NUK-a 2. Problem je v tem, da si nekatere druge stvari bolj želijo. V tem je problem. Jaz lahko ministra vprašamo, če ima danes 50 milijonov na voljo, ali bo res lahko dal za NUK 2? Ali se bo nekdo v končni fazi odločil, da je nekaj drugega bolj pomembno? Tako da jaz vsaj svoje strani kot rektor univerze lahko zagotovim to iskrenost, da podpiram ta projekt. Prej sem omenil, kakšne so potrebe Univerze v Ljubljani po novih zidovih dobesedno, ampak vsi pa vemo, kaj je prioriteta in če je nek projekt star 30-40 let, omenil sem naš problem Akademiji 10 let in več, pripravljamo nove projekte, dajmo si postaviti prioritete, pa se potem seveda veliko lažje odločimo. Pa bodimo iskreni pri teh odločitvah, ker sem prepričan, da mogoče tudi kdo, ki danes sedi tukaj, bo jutri deloval proti temu projektu. Hvala. Mislim, da imamo čas še za eno vprašanje. Dobro večer, lep pozdrav vsem gostom, lep pozdrav vsem obiskovalkam. Jaz sem pa rahlo pogrešal predvsem, mislim, veliko je bilo govora o denarju, ampak res sem pa pogrešal samo idejno zasnovo, ki tekom te okrogle mize, ideje, ki bi bile inkorporirane v novo knjižnico, v sam NUK 2, predvsem prilagodljivost vseh slojev uporabnikov, na to ni bilo nič govora, pa tudi rahlo teoretično se mi zdi tudi rahlo smešno, da za tako pomemben družbeni projekt, da sodeluje da ni vključena širši spektr družbe, da ne sodeluje več posameznikov iz neke visoke teoretične perspektive, bi mogli celo na referendumu izglasovati novo maketo NUK 2, ampak predvsem katere ideje bojo notri inkorporirane in kaj bojo odražale, pa mogoče tudi upoštevanje umetne inteligence, ne bi bilo slabo. Lepa hvala, lep pozdrav vsem, veliko veselja. Še eno vprašanje tukaj le. Dober večer, Janko Lovrič, arhitekt. Halo, zdaj izgleda, da imamo... Dajmo besedo gospe, se mi zdi, da je bila za trenutek prej. Ja, hvala lepa. Jaz sem Mojca Savšek Divjak, predsednica Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije. Moram reči, da kot društvo absolutno seveda podpiramo
NUK2 kot prioriteto. Zdaj, glede na vse kritike in slabe izkušnje, ki jih imamo v tolikem času, bi mogoče poudarila eno pozitivno stvar, da imamo še vedno srečo, da je ta prostor, kjer načrtujemo NUK2 na razpolago, da je v centru Ljubljane, na območju Stare Mone, ob Plečnikovi v bližini Plečnikove Vegove in tako naprej, in da je res to nesrečno parkirišče neprijetno, ampak vsaj hitro ga lahko spravimo in začnemo graditi, kar je gotovo želja, širša želja v Sloveniji. No, hočem povedati to, da kjer je volja, seveda predvsem politična in nadstrankarska, je tudi pot. Hvala. Ja, še gospod. Janko Rožič, arhitekt. Mi tukaj smo verjetno vsi odločeni, da NUK2 hočemo. V tej sobi pa sedi samo en človek, ki je dejansko za to odločitev tudi odgovoren. In mislim, da dejansko je dobro, da danes malo več pove o svojih namerah in o tej odločitvi, kajti, kot vem, bil sem tudi svetovalec ministra za kulturo, je kulturni minister samo podpornik, v bistvu medtem ko odgovornost za izgradnjo je od nekdaj, tudi že ko je bil zakon sprejet, na strani Ministrstva za izobraževanje. In nam nič ne pomaga, da se dodatno odločamo. Izjemno pomembno je, da se v tej ključni izvršni funkciji, v bistvu v boju za sredstva na vladi, zagotovi na nek način sredstva in da pride v bistvu tudi do konkretne akcije za izvedbo tega projekta, kajti Plečnik ni rekel samo, kjer je volja, je pot, ampak pot vidim in cilj poznam. Pravzaprav pot poznam in cilj vidim. Ni ničesar, kar bi nas zadrževalo. In tukaj se mi zdi, da to izjemno srečanje, ki je pravzaprav uglasilo zelo raznolike stroke in ljudi dobre volje, je dejansko lahko en tak prvi korak, da pride do te odločitve. Hvala. Hvala lepa. Če jaz ne bi bil odločen, da je to nacionalen in najpomembnejši projekt potem leta 2013, ko nismo imeli, ampak dobesedno za nič, ne bi našli, ne vem kje, še danes ne vem kje je denar za to, da smo odkupili idejno zasnovo, podpisali pogodbo, ampak od takrat se ni zgodilo nič. Če ne bi bil odločen, še enkrat ponavljam, potem letos ne bi imeli pripravljenega 1. milijona za to, da začnemo z dokumentacijo. In drugo leto upam, da bomo še enkrat imeli ta milijon za to, da dokončamo dokumentacijo. Kar pa se naprej tiče, pa nažalost proračun ni pri meni. Če bi bil pri meni, potem bi ta NUK po mojem danes že gradili. Ampak tako kot je bilo rečeno, in mislim, da je bilo tudi zelo lepo rečeno, da ni samo v denarju, nikoli ni samo v denarju, ampak je stvar odločitve, potem jaz bom poskušal z vsemi sredstvi prepričati kolege, da je to projekt take kategorije, da seveda ga lahko, ko bo vsa dokumentacija pripravljena. Danes tudi, če bi imeli 15 milijonov, jih nimamo kam dati, ker nimamo dokumentacije. In gospodje, ki bodo to risali, ne potrebujejo določen čas. To ni, tudi če bi jih danes imeli, in logika proračuna je, da letos lahko imaš, ampak drugo leto ne moš prenesti. Tako da nam nič ne koristi, tudi če bi v letu 2019 imeli 15 milijonov, naprimer, ker gradbene operative na ta način ne bi mogli zagnati. Tako da je pač treba zadevo postopno pripraviti in ta odločitev, da gremo v pripravo dokumentacije, sem pa rekel že prej, da je bila odločena in to se bo zdaj začelo dogajati. Hvala. Jaz predlagam, da debato nadaljujemo kasneje v preddverju. Zdaj pa bi si pogledali še kratek film, ki so ga posneli študenti arhitekture.
To so študentje, ki so tudi sicer sodelovali pri pripravi razstave Vizije so 13 o nerealiziranih projektih. Kot rečeno, kasneje po filmu pa vabljeni ven v avlo. Hvala.